Ruski organizatorji so marljivim planiškim delavcem zaupali izvedbo skokov. To pomeni, da so v celoti odgovorni ne le za pripravo, ampak tudi za uspešno vodenje tekmovanja v smučarskih skokih. No, predvsem je to velika čast, da so nas povabili v Soči. Rusi so to nekje 5 ali 6 let videli, smo imeli tudi tukaj na skakalnici, smo imeli tudi neke snežne probleme. In so teli organizatorji zimskih olimpijskih iger so bili tukaj, so bili na pripravah skakalnice in so videli, kako to mi res srcem to naredimo in da nič najamramo, tudi če ni snega, tudi če dež padal. Tradicija skokov pod Poncem je dolga. Pred 60 leti so skakalnice pripravili brez strojne obdelave in umetnega zasneževanja. Sedaj si pomagajo s snežnim teptalnikom, ki ga upravlja najboljši retrakist na svetu. Teptači 30 let nazaj, no pa še ostalih, tudi 15-20 let, dokaj časa ni bilo umetnega zasneževanja, smo prišli že po zim, po vsakem padcu snega, smo prišli 20-30 nas je prišlo, konec tedna, smo skakalnico pregazili, 2-3 pregazili, imeli smo zelo takega udarnega vodjo, Dernič Jankota, on nas je gnal čistko po staro jugoslovansko, brez milosti. Nad Sočijem je v preteklem mesecu padlo 2 metra snega, tako da igre niso vprašljive. Toda toplo vreme lahko zmehča sneg in v tem primeru je človeški faktor najpomembnejši. Težki stroji lahko namreč uničijo sneg. Če gledate tukaj gor po skakalnici, gor se točno vidi, da ostanejo te špure od ratraka. To ratrak ne more zaglaviti. In potem se to dela samo z smučmi. Smuči imamo pa vsi dolge, se pravi klasične smuče, ali pa mi za stavonoše imamo pa še 20, se pravi Super G ali pa smuk smuče. To pa zaradi enega principa, zaradi tega, da smuča nima stranskega loka, da to, kar poteptamo, da je lepo naravnost. Po Sočiju pa naše strokovnjake že čaka priprava podkorenske strmine in te skakalnice za svetovni pokal v skokih.